Sem dr. Miroslav Stiplovšek. Po upokojitvi sem dobil tudi naziv zaslužnega profesorja, sicer sem bil pa redni profesor za sodobno zgodovino, in sicer sem služboval na fakulteti 41 let, najprej kot asistent, potem pa seveda od 72. leta kot docent 4 leta, kasneje sem bil izredni profesor in nato čez 5 let redni profesor. Smo v Domžalah, Mirko, to je kraj tvojega otroštva, tukaj si se rodil, tukaj si odraščal. Kako se spominjaš te mladosti svojih prvih šolskih let, družine? V kakšnem okolju si odraščal? Torej, jaz sem odraščal v obrtniški družini. Naša družina je imela že 30 let svojo pekarno v Domžalah. Torej, kot osnovno šolo sem začel hoditi v Domžalah, in sicer najprej v nemško osnovno šolo 3 leta, samo četrto leto sem potem delal slovensko šolo pred vpisom na nižjo gimnazijo. Torej, ta otroška leta so bila za mene zelo prijetna, ker sem živel v prijetni družini skupaj s sestro. In kot rečeno, sem potem po 4 letih šolanja se vpisal na nižjo gimnazijo. To nižjo gimnazijo sem končal z odličnim uspehom. No, in to je bil tudi eden od razlogov, da me je šolsko vodstvo priporočilo staršem, naj bi šel na višjo gimnazijo v Kamnik. Namreč starši me niso silili v poklic, kakršnega je opravljal oče, kajti zavedal se je, da je to težaški poklic. Druga stvar, kar je bil pa še hujši problem, je pa ta, da v povojnih letih se je država določala cene kruha in pri tem je zaslužek peka torej na minimum zreducirala. Naj še povem, da sem v dijaških letih in v študentskih letih, ker ko sem poudaril, da je to družinska pekarija, nismo imeli nobenih drugih delavcev zaposlenih, sem moral pomagati v pekariji očetu, včasih sem pa tudi prodajal kruh. Skratka, opravljal sem, če smem tako reči, nekvalificirana dela v svoji pekarni. No, ko si omenjal mladostna leta, kako se spominjaš vojne? Ti je sploh vojna ostala v spominu? Kar dobro mi je ostala v spominu. Namreč, jaz sem, kot rečeno, tudi prodajal kruh, čeprav sem bil še razmeroma majhen otrok. In se dobro spominjam, kako so v Domžale prišli Nemci in Italijani in kako so se obnašali pokroviteljstvo Nemci v odnosu do Italijanov in niso pustili, da bi oni naprej kupovali kruh, ampak so ga oni najprej, torej so si vzeli prednost, da so potem oni se pokazali, da so nekaj več. Saj Italijani so morali potem z našega območja iti, ker so se morali umakniti prek Črnuškega mosta in so ostali torej v Ljubljanski pokrajini. Priporočili so te za šolanje naprej, starši so te podpirali. Kako da si se odločil za študij za zgodovine in seveda potem za raziskovalno delo? Torej, najprej moram povedati, da sem že na kamniški gimnaziji imel dobre profesorje za zgodovino. Naj povem, da je bila moja profesorica za zgodovino tudi dr. Umekova, s katero sva kasneje sodelovala, ko je postala direktorica Arhiva Slovenije. Drugače pa, kot rečeno, jaz sem že od vsega začetka imel posebno veselje za zgodovino in moram povedati, da iz tega predmeta nikdar nisem imel nižje ocene kot odlično. To je bil eden od razlogov, da sem se potem, ko sem pa prišel na fakulteto leta 1954, je pa študij izgledal takole. Takrat je bilo možno vpisati samo samostojno zgodovino, in sicer si lahko izbiral samo v tem, ali izbereš občo zgodovino ali narodno kot A predmet, drug je bilo seveda B predmet. In
Torej, takrat je bilo nas študentov razmeroma zelo malo. Naj povem, da smo imeli prostore v univerzitetni knjižnici, in sicer v Pratličju. Predavalnica je bila za približno 60 študentov. Naj še to povem, da nas je bilo v letniku od 10 do 15 študentov in da so profesorji predavali za vse letnike hkrati. In sicer so razporedili materijo tako, da so v 4 letih spredavali v glavnem vso problematiko svojega obdobja. To pa ne pomeni, da si prišel na začetek, ampak si lahko pri enem profesorju prišel sredi tega ciklusa in potem si torej šel od tam nazaj potem do začetka. Kako ste pa študenti živeli? To so bili vendarle še revni časi. Ja, tole sem hotel še povedati. Torej, takrat smo imeli predavanja tako, da seveda smo poleg tega, da se 4 leta trajal ta kurs, 6 profesorjev smo imeli, da je 4 leta trajal ta kurs, poleg tega smo imeli pa še posebne izpite za posamezne letnike. Ta prvi letnik, na primer uvod v študij zgodovine, latinščina, nemščina, drugi letnik je potem so prišle pomožne zgodovinske vede, potem arheologija in umetnostna zgodovina. Moram povedati, da mi je umetnostno zgodovino predaval profesor Stele. Potem zadnja 2 letnika sta bila v večji meri posvečena pedagoškim predmetom. Poleg tega smo pa seveda vse 4 leta morali poslušati predvojaško, to je bil pa tudi za nekatere celo zelo težek predmet, ker je bilo težko obvladati vse, kaj so ti vojaški strokovnjaki od nas zahtevali. Torej, tudi če je bila samostojna zgodovina, ste imeli pedagoške predmete. Da, v 3. in 4. letniku profesor Šmet nam je predaval občo pedagogiko, potem je bila pa tudi metodika pouka zgodovine v 4. letniku s praktičnim delom, ker smo morali tudi v šole na praktične vaje. Kaj pa sodobna zgodovina, druga svetovna vojna, ali kako se je končal pravzaprav študij, kar zadeva obdobja? Ja, študij se je končal s obdobjem druge svetovne vojne in narodnoosvobodilnega boja. Namreč profesor Mikuž je takoj, ko je prevzel stolico na fakulteti, poudarjamo, da je bila to prva v celi Jugoslaviji 47. leta, on je takoj začel s predavanjem iz zgodovine stare Jugoslavije, kot je naslov svoje predavanje, iz zgodovine narodnoosvobodilnega boja in iz obče zgodovine med vojnama in pa druge svetovne vojne. Zadeva je bila taka. Jaz sem pri profesorju Mikužu vzel diplomsko nalogo o narodnoosvobodilnem boju v Kamniškem okrožju in tedaj sem bil pravzaprav med prvimi, ki sem šel delati v arhive. Jaz moram povedati, da sem delal skoraj celo leto na svoji diplomski nalogi. Profesor Mikuž jo je zelo dobro ocenil in za to nalogo sem dobil tudi študentsko Prešernovo nagrado. To je pa prav bila, bi rekel, ena taka osnova, da me je potem profesor Mikuž izbral za svojega asistenta. Naj povem, da sem to vabilo dobil ko sem bil pri vojakih v Prištini in me je seveda zelo presenetilo in sem potem to ponudbo seveda z zadovoljstvom sprejel. Naj pa povem, da sem pred tem imel pa službo že na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja. Takoj, ko sem diplomiral, pa mi je ponudil službo tudi ravnatelj domžalske nižje gimnazije. To hočem povedati zato, ker je glede zaposlitve današnja situacija povsem drugačna kot takratna. Na drugi strani so pa seveda socialne razmere bistveno drugačne od tistih, v katerih smo mi živeli. Jaz sem se na primer vozil iz Domžal v Ljubljano in sem moral na vlak ob 5:30 zjutraj, in ker sem imel na fakulteti predavanja tudi popoldne, sem se vračal domov šele okrog 6 zvečer.
Študentje smo imeli tam možnost, da smo v časopisni čitalnici v Narodni univerzitetni knjižnici torej študirali in v veliki čitalnici. Sicer smo imeli pa, kot rečeno, svoj prostor, kjer smo lahko tudi torej študirali in moram povedati, da smo takrat študentje, ker nas je bilo malo, se tudi zelo povezali, saj določen krog, in smo si izmenjavali študijsko literaturo, pa dobro, če smo na kakšnem predavanju manjkali, si se od kolega sposodili in tako naprej. Skratka, to sodelovanje je bilo, bi rekel, kar precej intenzivno, možno predvsem zaradi tega, ker najbrž je bilo tako malo v letniku. Kakšnih bonov za hrano najbrž niste imeli kot današnja generacija? Torej, mogoče te razmere socialne so se nam najbolj kazale pri preskrbi. Namreč študentje smo imeli na voljo ljudsko kuhinjo in pa študentsko menzo. V obeh hrana ni bila niti kaj preveč obilna, niti kaj preveč kakovostna, ampak kar je bil največji problem, tudi ta hrana je bila za nekatere predraga in si jo niso mogli privoščiti. Jaz sem si pomagal na ta način, da zjutraj in zvečer sem pač jedel doma, medtem ko sem opoldne za kosilo pa šel k očetu v pekarijo, vzel nekaj žemelj in sem imel torej kosilo na ta način saturirano. Moram pa povedati, da niti nam ni bilo vsem jasno, kako so nekateri živeli v izjemno slabih socialnih razmerah. Ko sem diplomiral, sem kolego povabil, sem rekel, te povabil na kosilo k mraku. Rekel mi je, ti mene ne boš nikoli povabil na kosilo. Sem rekel, dobro, kaj sem se ti pa zameril? Ja, je rekel, veš, tole bi ti rad povedal, tiste 2 žemlje, ki si mi jih ti dal za kosilo, je bila včasih moja celodnevna prehrana in kadarkoli se bo srečala, lahko samo jaz tebe povabim v zahvalo za tisto, kar si mi takrat dal. Za tega doktorata sem se odločil na zelo zanimiv način. Takrat smo imeli, od 2. letnika naprej smo imeli študentje tudi obvezen seminar, torej 3 leta oziroma 3 leta, in za vsak seminar smo morali pripraviti ali referat ali seminarsko nalogo. Referat je bil samo kratka vsebina neke knjige, seminarska naloga je bila pa taka, da je bilo temo treba obdelati delno tudi po virih. No, in jaz sem pri profesorju Cvitru vzel temo o socialnem položaju in sindikalnih organizacijah slamnikarskega delavstva. Takrat so sindikatom rekli strokovne organizacije, ker so se delavci v glavnem organizirali po strokah oziroma panogah. No, jaz sem vzel to nalogo, za kar sem dobil prve podatke v zgodovini Fare Domžale, domžalskega župnika, ki je tudi organiziral slamnikarske delavce in delavke. Namreč v drugi polovici 19. stoletja so Domžale postale v avstrijski monarhiji pomembno središče slamnikarske industrije. Podjetniki so bili predvsem Tirolci in ti seveda niso kaj bogato plačevali slovensko delavstvo. Rezultat je bil ta, da je potem celo župnik organiziral krščansko-socialni sindikat in je tudi organiziral prvi štrajk. No, jaz sem za to seminarsko nalogo že kar prebral nekaj časopisa, nekaj si spiskov napravil, ampak potem so nam pa zmanjšali študijske obveznosti, tako da smo delali samo 4 referate oziroma seminarje in jaz sem izpustil to stvar pri profesorju Cvitru, mimogrede povedano tudi zaradi tega, ker je bil najbolj zahteven. No, in zadeva je bila potem taka, da kasneje, ko sem prišel na fakulteto, sem pa to nalogo naredil in sem to objavil v zborniku profesorja Cvitra, v jubilejnem zborniku, in sem ji za to tudi zahvalil. Naj pa povem, da je imel tako dobro administracijo, da je natančno bil zabeležen, da sem pri njem vzel seminar in sem mu takrat razložil, da se zaradi zmanjšanja študijskih obveznosti nisem takrat tega opravil. Delal z nekim pravzaprav zelo nenavadnim človekom, Metodom Mikužem, ki je bil sicer duhovnik, bil je celo
tesen sodelavec škofa Rožmana, potem pa verski referent med vojno, eden redkih duhovnikov iz ljubljanske pokrajine, ki je šel v partizane. Torej pripadal je medvojni tovarišiji, kot bi rekli, bil je pa tudi zelo trmast, nepredvidljiv človek, upal si je povedati marsikaj, kar drugi niso, zaradi te svoje zgodovine osebne. Kako si shajal z njim? Torej, moram reči, jaz sem se s profesorjem Mikužem bolj spoznal že pri pisanju diplomske naloge. Potem profesor Mikuž je redno organiziral ekskurzije po partizanskih poteh in ker nas je bilo malo, smo se hitro med seboj spoznali. Torej, potem pa nanj sem se na svoj način navezal zaradi tega, ker je bil zares odličen predavatelj in ker je tematiko, ki je predaval, res, mislim, velikokrat tudi na osnovi lastnih izkušenj in lastnega poznanja, torej nam to tematiko predstavil. Naj povem to, da je profesor Mikuž, torej eno od prvih predavanj, na katerih sem bil, zaključil približno takole. Zdaj pa tistim, ki me hodijo torej tožiti, če smem tako reči, oziroma o mojih predavanjih, vsebini mojih predavanj poročati na notranjo upravo, on je prav podelensko zasukal to, bi pa diktiral, da ne bodo tako napačno sporočali naprej, kot so to napravili za moje zadnje predavanje. Namreč služba državne varnosti je od funkcionarjev študentske organizacije zahtevala, da torej o Mikuževih predavanjih redno poročajo. Notranja uprava je šla pa celo tako daleč, da je poslala na predavanja enega od svojih uslužbencev, dobro, kasneje sem videl, da je to ta znan šahist Jože Šiška, in je tam namreč študentom razlagal, mi smo se med seboj poznali, pa nenadoma zagledamo enega neznanca, pa je rekel, jaz sem pa prišel malo preverjati, kaj vam Mikuž predava o tem narodno-osvobodilnem boju. No, Mikuž, toliko avtoriteta je pa bil, da je dosegel, da je moral se odstraniti s predavanj. No, posamezniki so bili pa še naprej zadolženi, da sporočajo kakšne zadeve o njegovih predavanjih. Torej, tukaj sem videl, da tisti, ki se ukvarja s sodobno zgodovino, je lahko na svoj način zanimiv tudi za, bi rekel, notranjo upravo oziroma za državne oblasti. Njegovi kolegi sporočali, kaj so ti... No, saj to je bilo pa največji problem, ne. Namreč na eni strani so angažirali te študente, na drugi strani so pa posamezniki, ki so bili, bi rekel, Mikuževi partizanski tovariši, mu povedali, ta in ta je pa to in to o tebi povedal, kar je seveda zelo, če smem tako reči, na svoj način nekorektno, da je on potem vse te stvari izvedel, ampak torej doživel sem pa tudi to malo v kasnejših letih, ko sva prišla na tisto svojo malico, na kavico in tako naprej, da je kakšen od teh notranjikov, kot je Mikuž rekel, čez mizo vpil metod, kaj si je pa zadnjič rekel in tako naprej, tako da mislim, to poročanje naprej je potekalo še naprej. Ampak tukaj daj samo še povem, eden od tistih, ki je tudi to funkcijo opravljal, je bil doktor Tone Ferenc. Tone Ferenc je bil odličen raziskovalec in tako naprej, ampak ves čas sta bila s profesorom Mikužem v, bi rekel, bolj napetih odnosih, kajti on je vedel, da je tudi on eden od informatorjev notranje uprave. Ko sem to stvar, torej Lidija Šentjurc me je enkrat vprašala, prav, poslušajte, kaj imata pa Metod in pa
in pa Tone Ferenc, da se, torej, ne, da se vidi jasno, da se ne morata ujeti in tako naprej. In sem povedal ta problem. Je pa rekla, joj, a samo to? Prav, moram povedati, da najina gospodinjska pomočnica, torej njena in pa Sergeja Krajgerja, nama je povedala, da je od notranje uprave dobila naročilo, da poroča, kaj se pogovarjamo med tem, ko nama servira kosilo in tako naprej, tako da je zadeva bila potem taka, da je rekla, to pa ja, ni tak problem, da bi se ne mogla sporazumeti, ampak so bili pač ves čas je bil določen problem. No, ti si iz Lidije Šentjurc, ki je bila, naj povemo, mlajšim nekako zadolžena za zgodovinopisje, ne, v tedanji komunistični partiji oziroma kasneje še Zveze komunistov, si imel z njo precej stikov, ne. Kakšen je ta tvoj občutek? Veš tudi veliko anekdot, ne. Spomnim se ene o njej in partnerju Sergeju Krajgerju, ko je ta postal podpredsednik zveznega predsedstva, torej pomemben funkcionar. No, to je bilo slučajno, sem imel en razgovor v Domžalah in jaz sem bil potem kasneje, ko smo malo posedeli, tudi navzoč, ne. Bili smo malo dobre volje, če smem tako reči, ne, in jaz sem si privoščil to, da sem rekel tovarišu Sergeju Krajgerju, sem rekel, no, ampak lepo, da boste zdaj v Beogradu pa v Jugoslaviji opravljal enako funkcijo kot doma, ker sem poznal malo relacije, kakšne, kako doma te stvari potekajo, ne. Drugače pa sem jaz s profesorom Mikužom večkrat šel k Šentjurčevi, namreč ona je prosila za sodelovanje oddelka pri organizaciji raznih simpozijev, pri raznih zbornikih jubilejnih in tako naprej. Je pa tako, da je potem med drugim, to bi povedal kot anekdoto, me tudi naprosila, da bi ob 70-letnici rojstva Toneta Tomšiča pripravil za ponatis delo Alenke Nedo o Tonetu Tomšiču iz leta 1969, ona je kmalu zatem potem umrla. In jaz sem rekel, da sem pripravljen ta tekst pripraviti tako, da vse novo, kar je, torej obdelam v opombah k delu samega teksta, pa seveda ne bom spreminjal. Namreč med tem so nekateri novi dokumenti prišli, so bili dostopni, potem je bilo torej dokumenti, poleg tega je pa Alenka Nedogova, potem ko je knjigo izdala, vse novo, kar je slišala, kar je novih podatkov dobila, si zapisovala in sem tiste njene zapiske tudi dobil in sem vse to lahko potem uporabil za te opombe. Potem sem bil pa napoten, če smem tako reči, tudi k tovarišici Vidi Tomšič. Ona je pa, ko sem prišel k njej, je takrat je bila članica predsedstva Slovenije, je rekla, veste kaj, no, nekaj stvari bi pa torej iz teksta izločili, recimo, ne. Zelo je motilo to, da je Alenka Nedogova napisala, da je ponavljal 4. razred nižje gimnazije, potem je motilo to, da sta sestri Toneta Tomšiča intervenirali pri škofu Rožmanu, da bi on torej poskušal doseči to neko oprostitev oziroma umilitev kazni za Toneta Tomšiča in še nekaj drugih takih stvari. In jaz sem pa rekel, teh stvari pa ne bom delal in sem šel takoj potem na tovarišici Šentjurčevi in sem povedal, kaj od mene Tomšičeva zahteva. Moram povedati, da to je bilo ravno takrat, ko je bila gradnja Cankarjevega doma in sem bil tako nervozen, znerviran zaradi teh zahtev, da sem se celo spotaknil in zvil nogo in tako naprej, skratka, bilo je zelo zabavno. No, naslednji dan me pa telefon pokliče, so me pa poklicali, da se nujno pridem na razgovor, sem prišel potem na razgovor in Tomšičeva je rekla,
doktor Stiplovšek, vi ste mene popolnoma napačno razumeli, jaz nisem tega zahtevala, jaz spoštujem način, metodo zgodovinsko, kakršno imate doma. Skratka, zanikala je, da je tisto naredila. Torej, jaz sem rekel, dobro, pod temi pogoji, da tako delam, kot sem se prvotno dogovoril, bom delo končal. No, moram pa povedati, da sem potem od nekoga, ki je prisostvoval v tem razgovoru med Tomšičevo in pa Šentjurčevo, zvedel, da je Šentjurčeva rekla Tomšičevi, poslušaj, da mi ne pišemo življenjepise svetnikov. Tako da je ona zelo odločno te pobude, da bi se tekst spremenil, zavrnila. No, drugo naj pa še povem, to pa iz moje osebno zadevo. Torej, jaz sem bil v štabu, kot rezervni oficir v štabu brigade Kamniško-Domžalskega območja in sem dobil iz iz vojnega odseka poziv, da se moram oglasiti, da moram iti v Beograd na enomesečno, bi rekel, vojaško izpopolnjevanje. Jaz sem slučajno nekaj delal v arhivu CK-ja in sem mimogrede se tam oglasil, sem rekel, zdaj grem pa v Beograd, za en mesec me ne bo in tako naprej. Je rekla Šentjurčeva, kaj, a v Domžalah nimajo nikoga drugega, da bi take stvari opravljal. Naslednji dan zjutraj ob 6. so me poklicali vojnega odseka. Torej, moral sem vrniti dnevnice, potni nalog, vse. Poleg tega sem moral vojaško knjižico prinesti, so mi prečrtali tisto funkcijo, ki jo imam v štabu. Moram povedati, da prej sem moral skoraj vsak mesec, vsaj en vikend hoditi na te razne vaje. No, in potem sem kasneje izvedel, da takoj, ko sem odšel, je poklicala komandanta ljubljanske vojne oblasti, generala Poglajena, in je rekla, da naj intervenira, da bo ta zadeva tako urejena, da bom jaz lahko opravljal svoje pedagoške in raziskovalne naloge. In zelo sem bil odrešen. Ja, no, to so pravzaprav problemi, s katerimi se soočamo vsi, ki se ukvarjamo s sodobno zgodovino. Danes gre to na malce drugačen način, ampak vsebinsko pravzaprav ne čisto, ni nekih zelo velikih razlik. Spomnim se, kako si mi nekoč rekel, da je razlika med tvojim in mojim obdobjem v tem, da tebi tvoji ne morejo več funkcionirati ali nekaj takega. Kmalu, ko sem prišel na oddelek. Ja, kmalu, ko si prišel na oddelek, drugič pa potem, ko si šel na tiskovno konferenco za tvojo knjigo Slovenci in razpad Jugoslavije. Jaz sem pa malo pred tem izdal knjigo, monografija Slovenski parlamentarizem 1927-1929 in sem rekel, Božo, poglej, kakšna je razlika med tvojo knjigo in mojo? Sem rekel ta, da ti si pač mlajši zgodovinar in seveda znaš določene stvari bolj poglobljeno oziroma drugače prikazati in tako naprej. Ampak sem rekel, bistvena razlika je pa ta, da nihče, ki ga jaz opisujem v moji knjigi, meni ne bo mogel telefonirati, tebi pa bo telefoniral. No, ampak lahko telefonirajo. No, in ko smo šli na tiskovno konferenco, se oglasi Vinko Hafner, pa je rekel, poslušajte, če bi vedel, da boste pa to napisal, bi vam pa prav gotovo telefoniral, da bi to. In v tistem hipu smo vsi butnili v smeh, ker se je točno tisto zgodilo, kar sem jaz napovedal. Ja, točno, ja. Kakšni so bili, sedaj smo govorili o politiki, ampak tudi na oddelku so bile izjemno močne osebnosti. Rekel si 6 profesorjev, vsak zase nekaj, kot bi rekel najin kolega in prijateljček, korifeja. Kako so sploh sodelovali s sabo, kako je to funkcioniralo, se je bilo mogoče kaj zmeniti. Si bil ti kot nek mlad kader tam, kakšen medij in podobno. Torej, jaz moram povedati tole. Jaz sem, takoj ko sem postal asistent, sem hodil tudi na seje oddelka. Moram povedati, da te seje niso bile tako pogosto, kot so v sedanjem času.
Tudi moram povedati, da je v tistem času bila funkcija predstojnika oddelka bolj častna kot, bi rekel, hudo operativna oziroma delovna, tako kot je to v sedanjem času. Na primer, profesor Kos je bil predstojnik oddelka kar 15 let, potem profesor Cviter tudi 7 in tako naprej. Skratka, to je bilo zdaj. Torej, na sejah oddelka so se obravnavale kadrovske in študijske zadeve, je prihajalo tudi do določenih nasprotij oziroma različnih stališč, za katere pa moram povedati, da so se pa na seji oddelka vedno potem zgladile tako, to so pa vsi poudarjali, da mora oddelek navzven funkcionirati kot nek enoten oddelek. Naj povem recimo, da je do takih diskusij prišlo glede zgodovine od 18. stoletja pa do konca prve svetovne vojne, ko sta dva pravzaprav to obdobje obravnavala, profesor Melik in profesor Pleterski, in tu je šlo za to, da sta oba, bi rekel, si lepo, da tu je oddelek sodeloval, da se je to razdelilo, dobro so bile diskusije, katero obdobje kateri, in pa to, da sta sočasno dobivala določene nazive na fakulteti. Drugače sem pa jaz imel potem pa precej problemov, ko sem postal predstojnik 82. leta, to je približno sovpadalo z upokojitvijo res zaslužnih profesorjev Mikuža, potem Grafenauerja in pa Gestrina. Moral sem pridobiti zunanje sodelavce, posebej se moram zahvaliti, da mi je tu pomagal s tem, da je prevzel določena priznanja kolega Nace Boje. In imel sem pa malo probleme tudi pri sodobni zgodovini. Profesor Mikuž, moram povedati, ni bil navdušen, da bi postal Ferenc redni profesor in da bi torej predaval na fakulteti. Jaz sem to uspel z vso diplomacijo. Moram povedati, to so bili potem določene govorice, take in drugačne. Profesor Mikuž mi je leta 1975, ko smo imeli simpozij o koncu druge svetovne vojne, da mi je takrat naročil, pojdite k Ferencu in mu povejte, da vloži vlogo za znanstvenega svetnika. On je to mu napisal, zelo lepo oceno. No, in to oceno sem jaz potem uporabil za redno profesuro. Takrat pa ni bil najbolj navdušen, da bi on prišel na fakulteto predavati določene stvari, ampak vendar se je ta stvar lepo končala. 15 let je doktor Tone Ferenc predaval NOB, nato pa si pa prišel ti in je bila zadeva rešena. Še pred tem pa je seveda bilo zelo pomembno, da je prišel na oddelek leta 1980 Dušan Nečak, ki je potem razvijal zlasti to proučevanje zgodovine po letu 1945. In kompletno občo zgodovino od prve svetovne vojne dalje. No, kako so pa gledali na sodobno zgodovino, ti starejši kolegi? Jaz sem nekajkrat slišal Grafenauerja, ki je hotel, da tako rečemo, docirati tudi o teh zadevah. Torej, moram reči, da je problem historične distance, kot so govorili, je bil tak, da seveda so nekateri pomikali bolj nazaj proti koncu prve svetovne vojne. Zadeva pa je bila taka. Profesor Mikuž je svoj predmet začel res, torej se ga lotil na tisti način, da ga je potem dejansko tudi uveljavil. On je šel takoj na delo v arhive, v muzeje in je tam potem, ne v muzeje, v arhive in biblioteke, in je po virih poskušal čim več problematike obdelati. Torej, ko sem bil na fakulteti, je ravno napisal
zgodovino, oris zgodovine stare Jugoslavije. Poudarjam, posebej mi je pa vedno rekel, jaz govorim o orisih oziroma pregledih, tamle gori imate v moji knjižnici tudi pregled zgodovine narodnoosvobodilnega boja, rekel je takole, jaz pišem pregled, celovito zgodovino bojo pa moji nasledniki pisali, ko bodo imeli na razpolago vse vire, ko bodo lahko torej, se lotevali najprej posameznih problemov in jih potem sintetizirali. Poudarjam pa, da je profesor Mikuž s tem, da je napisal preglede, ustvaril osnovo za delo mlajše generacije. Osnovo je pa ustvaril tudi s tem, da je pri njem nekaj študentov doktoriralo in potem zelo uspešno delalo, raziskovalo naprej na inštitutu, zlasti na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja, na problematiki sodobne zgodovine. Ali je s profesorjem Ferencem povezana ta anekdota, da se mnenje ni spremenilo, ocena ni spremenila, se je pa spremenilo stališče komisije? A ne, to se pa ne nanaša na njega, to se pa nekega drugega profesorja nanaša, namreč zadeva je bila taka. Pustimo zdaj imena, nek profesor je nekdo je kandidiral na docentsko mesto na fakulteti, in sta dva z našega oddelka dala potem negativno oceno, potem je pa približno pol leta ali pa malo več kot pol leta isti kandidat ponovno kandidiral, pa ni med tem nekaj novega napisal. Takrat se pa je pa dobil po pozitivno oceno, na kar je eden profesor Paternu vstal, je rekel, gledam bibliografijo in sem ugotovil, da kandidat ni napisal kaj novega, morda je pa med tem naredila razvoj komisija, hvala lepa. Zdaj bi pa o tvojem delu, ne? Ja. O mojem delu, torej, jaz moram povedati to, da torej sva se za temo doktorske dizertacije odločila s profesorjem Mikužem, tako da sem jaz pravzaprav na osnovi poznavanja lokalne zgodovine ugotovil, kako pomembno vlogo so imeli sindikati v starejših obdobjih. Si nekajkrat poudaril, da takoj po 45. letu sindikati seveda niso imeli take funkcije, kot so imeli pred vojno oziroma v drugi polovici 19. stoletja. Torej, jaz sem to lokalno zgodovino poznal, kot sem že prej omenil, tole, ko sem začel pisati o slamnikarskem delavstvu. Potem leta 1935 pa je bila velika stavka papirniškega delavstva v Bonačevi papirnici na Poličevu, ki je trajala 2 meseca in je organiziral Krščansko-socialni sindikat Jugoslovanske strokovne zveze. Zraven so pa sodelovali tudi lokalni partijci in so pomagali pri vodenju te stavke. Torej, to stavko so potem na veliko proslavljali, spomnim se ravno 55. leta je bila velika proslava ob 20-letnici in tako naprej, in jaz sem takrat bolj spoznaval pomen teh sindikatov. Torej, profesor Mikuž mi za to dizertacijo ni povedal drugo kot načelno pripombo. Glejte, da boste opisali vse sindikate, ker niso bili samo socialistični in komunistični v tem popravratnem obdobju, ampak so bili tudi krščanski, socialni, liberalni, torej to morate vi celovito obdelati, in mi je tudi rekel, pojdite v časopisni oddelek NUK in začnite študirati te glasila posameznih sindikalnih zvez. Mimogrede, zdajle, ko je bila 150-letnica sindikalnega gibanja, so me prosili za en sestavek o tem sindikalnem časopisju in sem ugotovil, da je bilo sindikalnih glasil okrog 130. Torej, to je res izjemno velika bera in se iz teh sindikalnih listov dalo potem vse to ugotoviti. Povem naj pa še to,
da ko sem pri pisanju potem doktorske dizertacije naletel na določene probleme, sem se pa konzultiral s profesorjem Melikom. Namreč profesor Mikuš je bil taka avtoriteta, da se z malenkostnimi problemi nisem upal k njemu, da bi z njim prediskutiral. No, ko sem pa, torej naj povem še to, da za to doktorsko dizertacijo sem prvi dobil tudi že nekaj zapisnikov vsej narodne in deželne vlade iz leta 1918, 19, 20. Mi jih je dal arhivar Ribnikar, še neurejeno. Je rekel, poglejte, to je pa še tudi ena taka stvar, kar bo vas verjetno zanimala. Tako da sem pravzaprav to dizertacijo delno prvič pisal že tudi po arhivih. Naj pa povem, da sem potem za objavo 79, jaz sem kasneje doktorsko dizertacijo objavil, takrat sem pa dobil pa že zelo veliko arhivskega gradiva, tako da temelji in sem jo seveda razširil in pa dokumentiral tudi z arhivskimi viri. Torej, to sem pa potem napisal objavil šele leta 1969. Ja, še to sem hotel potem povedati. Ko sem pa končal doktorsko dizertacijo, je pa rekel, zdaj pa greva naprej. In sicer je rekel, morate napisati habilitacijsko delo, jaz želim, da vaše napredovanje poteka po vseh uzancah, ki so takrat veljale, in sem potem moral iz obdobja druge svetovne vojne oziroma narodnoosvobodilnega boja vzeti temo. Strinjal se je, da sem vzel za temo Šlandrovo brigado, torej prvo redno operativno enoto na območju Štajerske operativne cone, ki je veliko operirala tudi na meji med Gorenjsko in Štajersko, tudi na Dolenjskem določen čas. In sem potem, torej tukaj pa je bilo pa veliko arhivskega gradiva in sem to po tem arhivskem gradivu to stvar pisal. Naravno pri tej Šlandrovi brigadi sem pa naletel tudi na številne probleme, s katerimi se srečujemo zgodovinarji novejše dobe. So ti telefonirali? Tudi, no, bom pa kar konkreten. Torej, tukaj sem dobil zelo bogato gradivo v fondu glavnega štaba. No, in če povem, ko si omenil, če so mi telefonirali, torej jaz sem dobil nemški dokument o neki zelo uspešni akciji šlandrovcev v spodnji Savinjski dolini jeseni 1943. In v tem dokumentu je bilo lepo napisano tudi število padlih, saj ni bilo majhno, mislim, da jih 8, 9, Potem se pa oglasi nek komandir in pravi, ne, bilo jih je še enkrat več, jaz sem jih preštel toliko in toliko, torej dvojno število. Sem rekel, takole se bova zmenila in mi je rekel, to mora priti v tekst. Sem rekel, takole se bova zmenila, v tekst bo prišlo to nemško poročilo o žrtvah, ker to je točno tisto, kar je s partizanske strani bilo glede tega, kako so postavili zasedo. Tega seveda ni v nemškem dokumentu, ampak glede žrtev so pa tam točni podatki. Sem rekel, to, kar ste mi pa vi zdaj le povedali, bom pa opombo naredil in bom napisal. Ta in ta se pa spominja, da jih je preštel toliko in toliko. Naslednji dan je zazvonil pri meni telefon, Stiprovšek, ni treba tiste stvari v pompi pisati in s tem je bila za mene zadeva razčiščena. Da pa povem še drug problem. Ko se govori o tem, da so tisti, ki so bili na višjih položajih, na različne načine, tudi v dokumentih poskušali to stvar, torej z dokumenti poskušali to stvar prikazati. V fondu glavnega štaba sem dobil poročilo o eni izjemno uspešni akciji Šlandrove brigade spomladi 1944, ko so napadli in uničili celo avtomobilsko kolono na cesti med Celjem in tukaj Domžalami, blizu Lukovice. In tam je bilo lepo napisano, kako so bili razporejeni bataljoni, kako je ta akcija potekala in jaz si to lepo napišem. In sem rekel, samo toliko bom malo še preveril, če so kakšne podrobnosti, če bi bilo kaj za dodati. Mi pa prav komandant drugega bataljona, ja pa se to ja ni brigada naredila, to smo mi sami naredili, drugi bataljon.
na kar je komandant Sekirnik rekel, ja, moram povedati, to je bila tako uspešna akcija, da sem hotel pokazati, da je to cela brigada sodelovala, se pravi, sebe poskušal torej pokazati kot izredno uspešnega poveljenika, ne. No, pa še to lahko povem, ne. Torej, takrat, ko sem jaz to Šlandrovo brigado pisal, je bil Poglajen, general polkovnik Poglajen, komandant Ljubljanske armijske oblasti, Janko Sekirnik Simon je bil tudi general, je bil pa načelnik štaba. Ko je torej leta 1943, avgusta, ko je bila Šlandrova brigada ustanovljena, je pa glavni štab Sekirnika poslal na Štajerskem, da bo on kot komandant to stvar torej vodil. Ko je prišel na Štajersko, se je poobnašal kar precej pokroviteljsko in tudi je bil malo, če bi rekel, neprijeten do poveljniškega kadra na Štajerskem. In Poglajen je pa potem postal načelnik njegovega štaba, to se pravi nižji funkcionar. Ampak takrat, ko smo mi te stvari pisali, je bila pa situacija točno obratna, je bil pa Poglajen glavni. In končen rezultat je bil ta, sem rekel, ali pa je bilo v redu, ko ste prišli, ste se dobro sporazumeli. Ja, je rekel, odlično, ne, in tako naprej. Jaz sem pa dobil dokument, v katerem so se Štajerci pritoževali, da se je neustrezno do njih obnašal in se to omenil, torej je bilo strahovito neprijetnost in pol je izgledalo takole. Tovariš komandant, dovoliš, da povem, kaj je vplivalo na to, da sem bil takrat malo kritičen in tako naprej. Skratka, potegnil je besedo nazaj. Predvsem iz teh desničarskih krogov sliši, da to, kar smo napisali v času socializma, da je to neko marksistično zgodovinopisje in podobno, ne, čeprav vsa ta dela stojijo. Ne. Je sploh kdo imel v mislih nek marksizem, ko je pisal te stvari? Torej, zdaj moram povedati tole, ne. Ta generacija, moja generacija, je imela tudi določene težave. Jaz sem pisal nekaj stvari tudi iz obdobja med dvema vojnama in na to sta bila zlasti pozorna dva zgodovinarja, eden ljubiteljski, eden profesionalni, doktor Dušan Kermauner in France Klopčič. In zadeva je bila taka, da če si karkoli kritičnega o partiji napisal, je bilo takoj si dobil etiketo, da nisi marksističen in tako naprej. No, stvari so šle celo tako daleč, samo da povem, v Sovjetski zvezi so izdali zgodovino Jugoslavije kmalu po vojni. In jaz sem čisto kot mlad asistent vprašal tam, kaj so pa ruski zgodovinarji o tistih problemih napisali, kjer je prišlo do nesporazumov oziroma do drugačnih gledanj sovjetske strani kot naše. In se oglasi France Klopčič, a je mogoče, da je na filozofski fakulteti lahko zaposlen asistent, ki ne ve, da v Sovjetski zvezi ni ruskih zgodovinarjev, ampak so samo sovjetski. Toliko, da povem, kako je bila ta stvar skrajna. Torej, druga stvar je bila pa ta, ko sem pisal o tretji pokrajinski konferenci na Vinjah leta 1940 in tam sem v poročilu zasledil, da so krščanske socialiste uvrstili v fašistični tabor. In jaz sem lepo rekel, no, to je pa seveda napaka, ne, ves nadaljnji razvoj je pokazal, da je bil to, da so krščanski socialisti sodelovali in v ljudsko-frontnem gibanju in potem so šli v osvobodilno fronto, ampak me je Kermauner tako napadel, da je bilo to, da ne poznam situacije, da ne znam marksistično pisati, da to je pač, takrat so tako gledali in tako, da moram kot tako sprejeti in tako. V Domžalah sem celo vse te funkcionarje na razgovoru, ampak moram povedati, da na tem razgovoru se pa potem bi rekel, vsa stvar bi rekel, zreducirala na to, kdo je Tita pripeljal na to vinsko konferenco, ne. In da povem, Krivičeva je to, iz vseh podatkov se da videti, da je to ona naredila. Potem Kardeljeva je rekla, ne, to sem jaz naredila, ne. Na kar se je oglasil
Lesko še, ki je rekel, a da bo pa že vsaka baba trdila, da je Tita peljala gor. In se je ugotovilo, Kardeljeva je peljala na vrhe, tam je bila ena konferenca nad Trbovljami, je ona dejansko peljala, ampak je zamešala videti, torej drugi so pa pač tudi zamešali vse te stvari, na koncu se je izkazalo, da je Krivičeva to stvar naredila. Ampak poudarjam pa, da se niso spravljali pa na to, kako napačno so torej presojali politične razmere, ko so pošiljali poročilo Kominterne. Torej, zelo jim je bilo ravno do prikaza tega obdobja in svoje vloge v njem. Ja. In ti si se ravno s tem ukvarjal, ne? Prosim? Ti si se ravno s tem ukvarjal, Ja. s temi konferencami, No, jaz sem to stvar predvsem zaradi tega, ker je bilo to v domžalski občini, ne, Vin je v domžalski občini in sem zaradi tega to stvar hotel prikazati, ampak moram povedati, da takrat kakšno kritično besedo, no, ravno tako je tudi s Klopčičem bilo, bog ne daj, kakšno kritično besedo v kom reči. Ja, kot taka velika avtoriteta, tudi jaz sem ga še poznal, ne, on je moral imeti vsem prav, ne, tako da vem, ja, so bile z njim težave. No, ko si omenjal to domžalsko zgodovino, ne, s tem se pravzaprav ukvarjaš celo življenje, tako ali drugače, ne, tudi danes te pokličejo, kadar je, prosijo, da kaj napišeš in tako naprej. No, jaz sem z domžalsko zgodovino se začel ukvarjati, ko sem že kot študent, predvsem pa potem, ko sem diplomiral, ker ko sem jaz zbiral gradivo za različne zadeve iz slovenske zgodovine, za različne dogodke, procese in tako naprej, sem naletel tudi na gradivo v domžalski občini in sem ga seveda tudi evidentiral. Poudarjam, da sem potem čutil dolžnost do domačega kraja, do rojstnega kraja, da pač te stvari napišem in sem potem v lokalnem časopisju o tem pisal. No, potem sem pa seveda tudi še kasneje, ko sem bil že v pokoju, ne, nazadnje sem zdajle pisal nastanek mestne občine leta 1952. Najnovejša stvar je pa stara vsega skupaj nekaj dni, sem pa upravni razvoj domžalske občine pisal od 1849 leta do 1995 leta. Skratka, tukaj na Domžale sem navezan in ker sem veliko pisal tudi o kulturnem življenju v domžalski občini, tudi knjigo o tem, skratka, precej podatkov, precej sem poskušal izboljšati naše poznavanje zgodovinske podobe Domžal. No, največji del tvojega raziskovanja je politična in kulturna zgodovina med obema vojnama. In to, kar je zanimivo, omenil si upokojitev, tvoja impresivna dela pravzaprav so nastala prav po upokojitvi. Ti je to sploh prvič, bom tako rekel, dalo možnost, da si se lahko stvari lotil širše, ko te fakulteta, predavanja in druge stvari niso več obremenjevale. Ja, to pa lahko rečem, da je popolnoma točno ugotovitev. Namreč tudi sam sem bil presenečen, ko mi je naša bibliotekarka Barbara povedala, da sem napisal po upokojitvi okrog 130 bibliografskih enot. Med drugim tudi monografijo o banskem svetu v 30 letih in tako naprej. Jasno je, ko je človek razbremenjen izpitov, predavanj in tako naprej, se lahko v večji meri posveti raziskovalnemu delu in moram povedati, da jaz pravzaprav leta 2002, ko sem šel v pokoj, niti nisem čutil te velike spremembe. Jaz sem takrat šele, bi rekel, raziskovalno polno zaživel in veliko stvari naredil, torej iz slovenske zgodovine in iz lokalne zgodovine. No, še ena zanimiva zgodba je iz tvojega življenja, kjer se prepleta ta zgodovina in politika, oziroma kjer politika ali tako ali drugače vpliva na zgodovino, ne. To je pisanje zgodovine ZKJ. To sem tudi jaz ujel v času, ko sem bil še zelo mlad zgodovinar, kot neke vrste strokovni
strokovno-politični delavec. Kako je to pravzaprav potekalo? Tukaj so bili, to je bilo organizacije sicer Zveze komunistov, bile so razne komisije, ampak tudi največji, najbolj znani tedajni jugoslovanski zgodovinarji, od Petranoviča do vrste drugih, Pleterskega in tako naprej. Kako je to potekalo? Kako je to potekalo? Ker ti si bil v to nekako vpleten, si bil zadolžen za polovici 70-ih let so se začele priprave, takrat in pa oblikovanje raznih teh komisij in tako naprej. Intenzivno je pa to delo potekalo v prvi polovici 80-ih let, ker 85 leta je potem ta zgodovina išla. Gre pa za to. Torej, ta zgodovina je nastajala v obdobju, ko so se že zaostrovali mednacionalni odnosi in to se je pokazalo seveda tudi pri zgodovinarjih. Zelo radi, malo zavistno sprašujejo, mislim, da si tudi ti enkrat vprašal, kje smo vse delali. Delali smo v Beogradu, prve seje so bile v Beogradu, potem smo pa nadaljevali zlasti veliko na Brionih, potem smo na Ohridu bili, v Dubrovniku, na Brdu pri Kranju, skoraj na teh, če smem tako reči, elitnih lokacijah, ampak če bi pa povedal, kako so ti sestanki gledali, pa te zavisti verjetno ne bi bilo. Jaz sem vodil delovno skupino za obdobje med dvema vojnama in ko smo imeli na Brionih eno tako zelo vročo sejo, sem po končani seji šel tam k dežurni zdravnici, sem rekel, pa dajte mi zmeriti pritisk, rad bi videl, kako je. Spodnji pritisk sem imel 130, zgornji pritisk pa nekaj čez 200 in me je takoj napotila k moji zdravnici, da mi predpiše ustrezna zdravila za znižanje pritiska. Tako da pravzaprav te zavisti ne bi smelo biti, če bi se vedeli, kako so te stvari potekale. Naj pa povem tole. Torej, odločilno besedo pri končnem oblikovanju tega teksta sta imela predvsem Stojanović iz Beograda in pa Morača, to se pravi dva srbska zgodovinarja. Ocena te knjige je, bi rekel, taka, da je zelo posplošena, in da ni pač skratka ustrezna, da zlasti specifičnosti v posameznih pokrajinah niso obravnavane uspešno. Moram povedati, da smo imeli v Sloveniji strašno probleme, da je prišlo v tekst vsaj nekaj vrstic o osvobodilni fronti, ker tega nisem imel v Srbiji, to tudi za Slovenijo ne bi smelo biti kaj posebej navedeno. Pomembno, Morač je rekel, pomembno je, koliko brigad ste ustanovili, koliko ste imeli odredov in tako naprej. To, kako ste imeli pa politično organizirano, ta narodno-osvobodilni boj pa nas ne zanima. Torej, ker sta bila srbska zgodovinarja, samo povem kot primer, da so kosovski predstavniki Kosova zahtevali, da pride v knjigo tudi to, kako je agrarna reforma po prvi svetovni vojni favorizirala srbsko prebivalstvo in da recimo Albanci niso dobili zemlje, oni so jo pa veliko dobili. Torej, če prelistaš to knjigo, tega ni noter v knjigi, ker se je bilo pač tako redigirano, da je taka stvar izpadla. Torej, naj pa povem, kako je prišlo do dokončanja te knjige. Do dokončanja te knjige je prišlo na ta način, da so v Moskvi partijski vrhovi začeli govoriti o tem, da smo v Jugoslaviji že tako sprti, da niti partijske zgodovine ni možno napisati. In potem je CK nekaj tem vodilnim ljudem v tej zgodovinski komisiji dal nalogo, da to zaključijo. In tako je prišlo pravzaprav do tega, da je ta knjiga izšla. Niso pa bili zadovoljni praktično v nobeni pokrajini s to knjigo, morda še najbolj v Srbiji. Teh pripomb je bilo toliko, da bi lahko napisali vsaj še 3 knjige in potem so se izgovarjali, da bo itak na programu še več tomna zgodovina in da tam bodo pa tudi te posebnosti posameznih pokrajin prišle do izraza. Kakšni so bili pa sicer tvoji odnosi z jugoslovanskimi zgodovinarji? Nekaj jih je študiralo v Ljubljani, Ranko Končar recimo, Momčilo Zečević.
No, tudi Jusuf Osmani, ki smo ga mi intervjujali sedaj, ko smo delali razstavo o doktoratih, ne, on je delal agrarno reformo na Kosovo in se je prav s tem vprašanjem kolonizacije. Iz arhivistike je imel doktorat. Ja, iz arhivistike je bil doktorat, ampak v bistvu je bila dovolj občutljiva politična tema. Ne. Torej, kako so se kazali ti odnosi med zgodovinarji, sploh v teh 80-ih letih, ko se je stvar zaostrovala? Torej, tukaj je treba povedati, pravzaprav, da je bila velika razlika med 60-imi, 70-imi leti. Takrat so bili ti zgodovinarji, mislim, je to raziskovanje potekalo tako, da ni bilo nekih velikih nasprotij, sporov in tako naprej. Tako je Momčilo Zečevič v Ljubljani pri profesorju Mikužu kot mentorju delal doktorat o Slovenski ljudski stranki in jugoslovanskem zedinjenju. Potem pa je napisal še knjigo o 20 letih slovenske politike in o vlogi slovenske politike v jugoslovanski politiki, kjer je bil zelo naklonjen do avtonomističnega gibanja in do vseh teh stvari, ki so jih Slovenci takrat kot najbolj pomembne postavljali. Druga situacija je bila pa potem v 80-ih letih, ko je profesor Pleterski napisal Narodi Jugoslavije revolucija, kjer je pa napisal noter, da se strinja s pravico naroda do samoodločbe, s tem, da se je opredelil za Jugoslavijo, za katero je pa poudaril, da želi seveda drugačno Jugoslavijo, kot je tedaj bila, ne, ali pa kot je bila zlasti Miloševićeva vizija. Takrat so pa seveda ti zgodovinarji pa začeli napadati, ne, Pleterskega, dr. Petranović, potem tudi Momčilo Zečevič, celo napisal je v Politiko en članek Prva odločitev Slovencev proti Jugoslaviji, kajti Pleterski je napisal Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo, situacijo leta 1918-19, on je pa potem parafraziral ta članek in to knjigo in naslov in je potem tak članek napisal. No, prišel je potem zdaj pred nekaj leti, že ko je bila Slovenija samostojna, in je rekel, da če kaj vidim Pleterskega, da naj se mu opravičim, da to ni bilo osebno, ampak da je bilo pač takrat taka politična situacija, da se je tako moral opredeliti, ne, oziroma da je moral tak članek napisati. Ne. Ja, drugo pa, oprosti, recimo drugo je bilo pa to, da v Srbiji določenih tem sploh niso mogli zagovarjati kot teme doktorske disertacije. No, to je bil pa primer magistra Ranka Končarja iz Novosadske univerze, je pa doktorsko disertacijo hotel zagovarjati o avtonomističnem gibanju v Vojvodini. Srbi pa avtonomističnega gibanja enostavno niso hoteli priznati in so rekli, da to ne pride v poštev. On je potem prišel k profesorju Pleterskemu in imel v Ljubljani zagovor v začetku leta 1991. In potem smo morali pohiteti, jaz sem še telefoniral rektorju in ga prosil, profesorju Sketu, da čim prej opravi promocijo, kajti doktorat je veljal toliko časa, dokler Slovenija se ni osamosvojila. Drugače bi ga moral pa nostrificirati v Srbiji, v Beogradu, da tega pa ne bi dosegel. No, mimogrede povedan, zaradi tega, ker je delal doktorat v Ljubljani, so ga tako preganjali, rekel tisti privrženci Miloševića, da je med drugim doživel tudi infarkt, je bil zelo hudo zbolel in tako naprej, kot da je bil v obupni situaciji. No, potem, ko je bilo pa po Miloševićevem padcu, je pa postal celo direktor Vojvodinskega muzeja, torej dobil visok položaj in tako naprej. In drugače bo pa on pa zaradi tega zelo hude težave. Tudi ti si se ukvarjal s politiko, pravzaprav, če smo natančni, s kulturno politiko. Bil si poslanec v kulturno-prosvetnem zboru Slovenske skupščine, v Domžalah si bil dolga leta odgovoren za kulturo, lahko bi v narekovajih rekli minister za kulturo, in si na tem področju storil ogromno. Vem, da si tudi zaradi tega postal častni, da si danes častni meščan Domžal.
Spominjal se, da si nekoč rekel, da imajo Domžale večji proračun za kulturo kot Črna Gora, ne, in da je velik del tega v času tvojih mandatov šel v kulturne objekte, ne. Vemo, da si odprl veliko galerij, razstav in tako naprej, ne, zato je ta hiša polna slik znanih slikarjev, ne. Kako je to potekalo, ne? Pravzaprav je to kar dvojno življenje, bi lahko rekli, ne, znanstveno in kulturno ali kulturno-politično. Torej, moram povedati, jaz sem postal poslanec Prosvetno-kulturnega zbora, ker sem zelo uspešno delal kot predsednik občinskega odbora za kulturo 65. leta. No, in ko sem prišel v skupščino, sem z velikim presenečenjem ugotovil, da je med okoli 50 poslanci, da so samo 2 predstavnika univerze. In sicer rektor, profesor Roman Modic in pa jaz kot mlad asistent. Torej, zadeva je bila, mene so potem postavili za podpredsednika odbora za visoko šolstvo in raziskovalno delo. No in potem smo pač midva s rektorjem poskušala v čim večji meri, torej interese fakultete zagovarjati in doseči ugodne rešitve za univerzo. Najhujši problem je bil takrat, ko so se ustanavljale izobraževalne skupnosti in prvotni predlog je bil tak, da vsaka fakulteta je podrejena izobraževalni skupnosti občine, v kateri ima sedež. To bi pomenilo pravzaprav dejansko razbitje enotnega delovanja univerze in midva s rektorjem sva številne amandmaje torej oblikovala, da bi dosegla spremembo, vendar moram reči, brez slehernega uspeha. Do nekega dne, ko smo imeli potem sejo in so potem odgovorni funkcionarji rekli: vidimo, da imate toliko amandmajev, da moramo umakniti predlog, prej so pa imeli terminsko določeno, kdaj mora biti zakon sprejet in tudi, da so vse amandmaje so striktno zavračali. Naj povem, mislim, da si ti v Rdeči Sloveniji napisal, ne, kako je partija držala in kako so se vsi funkcionarji partije bali, kaj bo rekla in da so se morali podrejati. Moram povedati, jaz sem se bavil predvsem profesora Mikuža, ker mi je rekel: poslušajte, Mirko, menda pa ne boste take oslarije sprejeli, ker v časopisu vsak dan pisali to. Poslanci so ugotovili, da je zakon napredek v samoupravljanju in da ga je treba čim prej sprejeti. Mi seveda tega nismo trdili, da je treba čim prej sprejeti, ampak dejstvo je bilo to, da je potem potem se je pa zgodilo tole. Ker sem jaz slučajno se dobro razumel tam s strokovnimi sodelavci, mi je ena strokovna sodelavka prav: boš ti videl, kako bo zanimivo jutri, ne, danes. Je pa prejšnji dan prišel Kardelj in pri Kardelju so se tudi določeni funkcionarji univerzitetni in drugi pritoževali, je zahteval takojšen umik zakona, predloga zakona in torej oblikovanje novega zakona. In potem, ko so drugi dan, pa seveda nismo mogli reči, zato ker je Kardelj prišel, smo morali umakniti zakon, ampak so rekli: tovariši poslanci, da smo pa ugotovili, da imate toliko amandmajev in to tako tehtnih, da moramo mi to začasno umakniti in bomo preoblikovali zakon. No, potem so bile take stvari. Naprimer, fakulteta ni dobila denarja za plače in sem moral jaz postaviti poslansko vprašanje, zakaj izobraževalna skupnost ne nakazuje fakultetam denar, da bi normalno funkcionirali, da bi pač dobili tiste osebne dohodke. Hujši problem je bil, naša fakulteta je bila sploh poseben problem, ker smo imeli tudi oddelke, ki so imeli zelo malo študentov. Tisti, ki so imeli malo študentov, mi smo pa dobivali sredstva za materialne stroške glede na število študentov. In klasična filologija, na primer, je imela enega, 2 študenta, zaradi tega, ker takrat ni bilo nobene možnosti za zaposlitve v tej panogi, in končni rezultat je bil ta, da so dobili toliko denarja za materialne stroške, da so v nekaj letih lahko eno knjigo kupili. In potem je dekan, profesor Grad,
rekel, jaz bi problem teh oddelkov rad rešil, a mi vi lahko kaj uredite, da bi prišel, da bi se sploh lahko s kom pogovarjal v skupščini. Jaz sem to stvar organiziral in moram reči, da smo dobili tudi ustrezen denar in da je bila potem ta stvar urejena. Profesor Žontar je pa želel, da dobi potem nek denar za gradnjo dodatnih prostorov za arhiv, da bi nove arhivske fonde lahko postavili. In tudi to smo uspeli napraviti, da je dobil ta denar. Skratka, takrat sem videl, da se stvari ne urejajo na skupščinskih sejah, ampak to bolj v ožjih krogih in da se takrat lahko največ doseže. Drugače pa, kot rečeno, meni je to delo v parlamentu bilo koristno, ker sem se potem s parlamentarizmom ukvarjal in je bilo to, zlasti te metode parlamentarne sem delno videl, čeprav je bilo takrat enostrankarski parlament, ampak povedati pa moram to, da so noter bile tudi grupacije, naprimer pokrajinsko urejene, recimo Štajerci so bili posebej so za svoje interese se povezali, potem so bile poklicne, recimo za osnovnošolci ali pa muzealci in tako naprej. Sam kot primer naj povem takega povezovanja. V Mariboru so se odločili, da bi radi imeli prvo višjo šolo in to so sklenili, da bi bila to višja komercialna šola. Mi smo dobili, jaz sem bil v odboru tudi za zakonske predloge in dobil vabilo, da moramo ob 8. priti na sejo, ob 9. se je začela plenarna seja in tam so nam samo sporočili, da bomo obravnavali zakon o višji šoli, komercialni šoli v Mariboru. Z rektorjem sva rekla, a je to, ki ste mogoče se konzultirali z ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Ne, vse to ni potrebno in tako naprej, skratka stvar. Potem jaz gledam samo v tem našem odboru, razen z rektorjem, ki smo imeli pomisleke, so vsi torej glasovali za. Potem je bila plenarna seja, so prišli poslanci iz Bele krajine, pa ne vem odkot, in tako vehementno zagovarjali potrebo po ustanovitvi take šole. Pa sem povprašal poslanca, mimogrede povedal, mislim, da je bil iz Črnomlja, sem ga vprašal, poslušaj, si rekel, pa zakaj si pa ti tako vehementno zagovarjal ta govor bil, iz Metlike? Je pa rekel, da, je rekel, prav mene so obeti Metliko poklicali, ker je nekaj vodilnih ljudi hotel na tej fakulteti, višji šoli študirati. So rekli, samo, če ne boš diskutiral, se samo misli, da bo še kdaj kakšen denar od naše firme dobil. In zadeva je bila urejena. Mislim, na tak način so se tudi te stvari urejale. Medtem ko Bračič, ki je bil pa član izvršnega sveta, kasnejši rektor, mi je pa rekel, Mirko, oprosti, moraš razumeti, jaz v Maribor se ne morem vrniti brez ene višje šole. Ja, no, sej, da pravzaprav to ni bistveno drugačno. Ti izkušenj iz tega odnosa med zgodovino in politiko. Teh zgodbic je danes, kot sem prej rekel, ogromno. Še vedno traja ta boj, kdo ima primat. Zdaj so pač nova obdobja, je vprašanje osamosvojitve in tako naprej. Kaj bi ti rekel mladim zgodovinarjem, kako naj ravnajo v takih situacijah? Jaz moram povedati, ko je bila ta sprememba režima, je nekaj zgodovinarjev začelo, bi rekel, zelo drugače pisati in se čisto na glavo postavlja določena dejstva, poudarjam dejstva, ne interpretacije, ker interpretacija je lahko različna, ampak določena dejstva. Jaz sem jim povedal samo to, pod vsako stvar se boste podpisali in glejte, da vam ne bo kdaj nerodno, da ste napisali kakšno stvar, ki je v nasprotju z objektivno situacijo, z objektivno ugotovljenimi in pa dokumentiranimi dejstvi. Torej, to sem jih večkrat moral upozoriti. In moram povedati, da nekateri od tistih zdaj ne delajo takih napak nič več. Mirko, še zadnje vprašanje. Še vedno prihajaš na oddelek, povabiš nas na kavo, knjižničarke in tako naprej, pomagaš s pisanjem poročil. No, tvojo mizo po sili razmer včasih komu posodimo, kakšnemu gostujočemu profesorju, ker imamo pač
prostorsko stisko, ampak v osnovi nekako ostajaš del katedre, tako te tudi najmlajša generacija dojema. Kako se ti zdi, da gre ta razvoj študija, kako to vidiš od daleč, če primerjaš s tistimi tvojimi časi, ki so bili seveda povsem drugačni. Se je narava zgodovine spremenila, tehnologije, načini pisanja. Ti si še na roko, bi človek rekel, na pisalni stroj. Danes ti tipka Marcela, žena. Torej, zadeva je taka, torej, jaz sem izredno zadovoljen in vesel in moram povedati, da ko si v taki visoki starosti, ti izredno veliko pomeni, da si še vedno v dobrih odnosih s tvojimi kolegi. Jaz seveda pedagoško sem prenehal delati z upokojitvijo, ampak v raziskovalnem smislu, v smislu sodelovanja pa stvari potekajo naprej. Torej, naj povem to, da predno preidem na zadnji del, da sem se najbolj zabaval in tudi zdravniki na Travmatološki kliniki v Ljubljani. Namreč, ko sem bil letos v bolnici en mesec, in sicer zaradi bakterijske okužbe kolena, in ko so mi antibiotike intravenozno, torej mi je tekla intravenozno v telo, takrat sem doživel to, da si mi ti telefoniral, če lahko na mojo pisalno mizo postavite nek računalnik. Sem pa rekel, no, če bi vedel, v kakšnem stanju sem jaz zdajle, bi vedel, da jaz svoje mize še nekaj časa zdajle ne bom rabil, pa tudi sicer je na voljo članom oddelka, ki kakorkoli to rabijo. Torej, če pa primerjam situacijo raziskovalno, pod kakšnimi pogoji smo mi delali, kakšno situacijo ima pa mlada generacija. Torej, prva stvar je ta, da takrat pravzaprav praktično nismo imeli literature in da smo morali skoraj vse delati po viru. Druga stvar je bila taka, da kakšnih načinov za razmnoževanje, za kopiranje in tako naprej takrat ni bilo. Takrat ni bilo in pač smo morali vse izpisovati članke ali pa dokumente v arhivih, torej ročno. Moram povedati, takrat sem še toliko lepo pisal, da sem znal potem tudi prebrati vse tisto, kar sem si napisal. Videl sem pa, da mlada generacija, jaz sem tam pri 11. sem bil mentor pri doktorskih disertacijah, nekaj tudi pri magisterijih, da sta mlada generacija s pridom uporablja moderne dosežke, možnosti kopiranja, računalnike in tako naprej. Te tehnične stvari so veliko olajšale delo. Druga stvar je ta, da je sedaj gradivo vendarle v dosti večji meri urejeno, kot je bilo to včasih, da je tudi dostopnost večja in tako naprej. In vse to omogoča in olajšuje raziskovalno delo, za kjer pa moram reči vse priznanje dati mlajši generaciji. Jaz moram reči, da sem izredno zadovoljen, ko vidim, da tisti moji doktorandi sedaj uspešno delajo v inštitutu ali na drugih inštitutu za novejšo zgodovino ali na drugih ustanovah. Skratka, za mene je to največje zadovoljstvo in moram reči, da smatram, da s tem pravzaprav se nadaljuje moje delo, da ga uspešno upravljajo mlade generacije in seveda dosegajo tudi visok raziskovalni znanstveni nivo. Dobro, tam si mi omenil za kulturno skupnost v Domžalah. Ja, to vidiš, to sem hotel povedati samo tole, da sem res dejansko, recimo, jaz sem takrat sodeloval s Žontarjem, da smo uredili arhivsko skladišče, potem, kot rečeno, galerija je začela delovati takrat, ko sem bil jaz predsednik. Potem smo imeli številne zgodovinske razstave iz muzeja Kamnik, iz muzeja Kranj in tako naprej.
Posebej se pa dobro, če hočeš, tudi pohvalim. Namreč leta 1977 sem organiziral prvi simpozij slovenskih zgodovinarjev o krajevni zgodovini, na katerem so obravnavali metodološka vprašanja. Poseben del je bil pa zgodovina domžalske občine, od najstarejših obdobij pa do najnovejšega časa. In tu sem uspel angažirati vse svoje fakultetne kolege in pa inštitutske sodelavce oziroma raziskovalce, in sem dobil eno tako, smo dobili v domžalski občini zbornik občine Domžale, ki nam daje zgodovinsko podobo za, bi rekel, starejša obdobja in za najnovejša obdobja. Pol sem en tak simpozij organiziral še 87. leta, takrat sem pa obdelal razvoj industrije na domžalskem območju in sem o tem objavil tudi potem razpravo v zgodovinskem časopisu. To sem pa delal izključno po fondu Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Arhivu Slovenije. Skratka, še to moram povedati, da smo v domžalski občini gostili tudi kar nekaj ekskurzij zgodovinarjev. Recimo hodili smo gledati protiturški tabor tam pri Krtini, bili so tudi enkrat hrvaški zgodovinarji, in celo to sem uspel organizirati skupaj z županom, ki je bil po stroki zgodovinar, da je v Domžale prišla interkatedrska konferenca zgodovinarjev jugoslovanskih filozofskih fakultet in smo tukaj, bi rekel, s sofinanciranjem pomagali, da je ta stvar ugodno potekala. Skratka, tudi kot predsednik kulturne skupnosti nisem pozabil, da sem predvsem tudi zgodovinar.